sosed pomejak, darojak, prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed pomejak. Dragi dijakinje in dijaki, spoštovani učitelji, gospod ravnatelj Andrej Rutar, gospod podžupan Matjaž Bajec, cenjeni starši in drugi gostje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na zaključni prireditvi Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, kjer vam bomo predstavili uspehe in dosežke naših dijakov v iztekajočem se šolskem letu ter odstrli drobce iz sveta naše ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je eno od vodil naše šole in ko smo voditelji ustvarjalno oblikovali besedilo za današnjo prireditev, se je Tisi zapisala misel, da nam ustvarjalnost odpira vrata v svet brezmejnih možnosti. To misel smo izbrali za moto prireditve, saj človek išče in mora marsikaj preizkusiti, da najde to, kar ga osrečuje in izpolnjuje. Tega se zaveda tudi ravnatelj naše šole, gospod Andrej Rutar, ki se skupaj z učitelji in drugimi zaposlenimi na šoli trudi in nam omogoča, da iščemo, preizkušamo, najdemo in razvijamo svoje ustvarjalne in druge zmožnosti. Gospod ravnatelj, vabljeni k besedi. Dragi dijaki, spoštovani starši, zaposleni, podžupan občine Ajdovščina in drugi vabljeni gosti, lepo pozdravljeni na zaključni prireditvi Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Čas hitro teče. Dan se obrne v dobrih 86.000 sekundah, leto pa v 365 dneh. Če se kdo še ne zaveda, da se resnično bliža konec šolskega leta, je ta prireditev opomnik, da je za zaključevanje odprtih obveznosti ostalo še malo časa. V tekočem šolskem letu se nam je zgodilo marsikaj lepega. Gotovo je vsak med nami zabeležil kakšen uspeh in prav je, da v takih primerih znamo poveseliti se in nagraditi. Konec šolskega leta je primeren čas prav za veselje nad doseženimi rezultati. Zato čestitam prav vsem za trud in napredek, ki ste ga skupaj z učitelji in vzgojitelji dosegli v času pouka. V viziji šole imamo zapisano, da pilonovci stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti. Zavedamo se, da je ustvarjalnost, ki je tudi rdeča nit te prireditve, pomembna za rast in razvoj posameznika, obenem pa prinaša napredek celotne družbe. Prav zato bi si področje ustvarjalnosti zaslužilo vidno mesto tudi v prenovi sistema vzgoje in izobraževanja na nacionalni ravni. Dijaki ustvarjalnost razvijate in dokazujete skozi različne priložnosti, ena od teh so seveda tudi šolske prireditve. Naj izrečem pohvalo in čestitke vsem ustvarjalcem in sodelavcem te prireditve. Danes pa boste posebej izpostavljeni tisti dijaki, ki ste dosegli najvišja priznanja ali kako drugače vidno izstopili iz povprečja. Za take rezultate sta poleg sposobnosti potrebna trud in dodatno delo. Vsem, ki boste omenjeni, iskreno čestitam. Želim vam, da bi z učenjem in raziskovanjem tudi v prihodnje razvijali sposobnosti, realizirali osebne cilje ter dosegali nove zmage na področjih, ki vas zanimajo. Na začetku sem rekel, da čas hitro teče. Sedaj dodajam, da je čas relativen. Moj učitelj fizike, ki je tudi danes med nami, je imel na omari zapisano: Če dvoriš lepemu dekletu, je ura kot sekunda. Če stojiš na žerjavici, pa sekunda kot ura. Čeprav se včasih jezimo, da časa zmanjkuje, vsem zbranim želim, da bi čim manjkrat stali na žerjavici in da bi nam čas še naprej
hitro tekel. Hvala Ani Krašna na saksofonu, profesorici Bojani Šalič-Podešva za klavirjem, gospodu ravnatelju za nagovor ter Elizabeti Kobal za zapeto himno na začetku prireditve. Ustvarjalnost se igra s barvami in oblikami, z glasovi, črkami in besedami, poigrava se z naravnimi zakonitostmi. Ustvarjalnost preskakuje ovire in prestopa meje, išče presežno in odstira nove dimenzije. O nevidnih književnih svetovih so razmišljali tudi naši dijaki na tekmovanju z področja slovenščine za Cankarjevo priznanje. Pri tem sta bili izjemno uspešni. Teja Furlan iz 3. D, ki je na državnem tekmovanju prejela zlato priznanje, srebrno pa Metka Jeseničnik iz 4. D. Obema iskreno čestitamo in jo vabimo po nagradi. Pilonovsko srčnost, vedoželjnost in ustvarjalnost smo tudi letos razgrnili v šolskem glasilu Izvir. Ogledate si ga lahko v predelu dvorane, kdor želi, pa ga lahko vzame s seboj in obogati domačo knjižno polico. Ustvarjalnost, kakor ptica, svobodno izbira svoje poti in se ne pusti ujeti. V nekem trenutku pa se ustavi in zapoje čudovito pesem. Fait le portrait d'un oiseau. Peindre d'accord une cage avec une porte ouverte. Peindre en soi quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau.
Placèrent ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cachèrent derrière l'arbre, sans rendirent son boucher. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant un rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux et n'ayez soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches. Et puis attendre que l'oiseau se décide au chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais, mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer, alors vous arrachez tout doucement Une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin de tableau. V recitaciji Preverove pesmi Kako portretiraš ptico so ptico poskušale ujeti Nina, Zala, Ema, Iza in Andreja, dijakinje iz 2. A. V ozadju pa ste videli likovno spremljavo izpod rok profesorice Damjane Plešnar. Prav ona je poskrbela tudi za sceno današnje prireditve. Hvala vsem! Ustvarjalnost je nepogrešljiva sila v veseli človeških izkušenj. Spodbuja inovacije, umetnost in reševanje problemov na vseh področjih življenja. Je motor naših največjih dosežkov, od dihjemajoče zapletenosti renesančne umetnosti do brezmejnih meja tehnologije. V svojem bistvu je ustvarjalnost sposobnost preseganja tradicionalnih idej, pravil, vzorcev in odnosov ter ustvarjanja smiselnih novih idej, oblik, metod in interpretacij. Hej, Karolina, si to sama napisala? Ne, tako mi je ustvarjalnost predstavila umetna inteligenca. Saj se mi je zdelo, saj je v zapisu čutiti prazne in nesmiselne besede, ni tiste prave pristnosti, ki jo človek pokaže svojo ustvarjalnostjo, ki mu omogoča, da izrazi svoje zanimanja, čustva, zamisli in na vse zadnje, da na svet pogleda z drugih zornih kotov. Prav imaš. Umetna inteligenca je lahko koristna, saj ponuja veliko informacij, vendar jo mora človek uporabiti tako, da ne zasenči njegove pristnosti in neponovljivosti. Brisal sem solze v tvojih očih, v težkih trenutkih brisal ti smeh na obraz. Ne boj si se
noben me ne razume. V svojem svetu čist na X planetu, ne pošteku, zakaj noben me ne razume. Strava, dobro je bit, kamorkoli greva skupaj, kamorkoli nas zanesejo poti, ker ti daš mi ljubezen, ne sovraštvo, daš mi nekaj, kar bi samo ti lahko. Pesnik piše o čustih in pesnik ne bi bil pesnik, če pesnik ne bi opisal tega, kar čuti, ker čuti tebe, ti čutiš mene, tople prisle objeme, ne razmišljava na jutri. In koliko sva prežurala v drugih dobrobit, mladi zaspat na bobeti punci. Gledam slike, kje vse sva bila skupaj in ko sem te rabo, ti si vedno bila tukaj. Za roko me je držala, ko sva bila v možgi skupaj. Znala skuhat, spozat in vedno dala. To je besedilo, kot fotoalbum, lepi spominov. Pristavo, dobro je biti, prijetno deliti tišino. Hvala vsem dijakom iz 2. Č za plesni nastop, ki so ga pod vodstvom svoje sošolke Nike Čotar z veseljem in mladostno energijo pripravili prav za današnjo prireditev. Skozi zgodovino se je pretakalo ogromno ustvarjalne energije, o kateri se učimo, jo zaznavamo in nam je navdih za lastno ustvarjanje. Na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev je Sandi Laščak iz 2. A prejel srebrno priznanje, za kar mu čestitamo in ga vabimo po nagrado. Pogled v preteklost odstiramo tudi na šolskih ekskurzijah, obenem pa nam te omogočajo doživljanje sedanjosti v nekem novem prostoru. Ustvarjajo se spomini, ki s pomočjo moderne tehnologije lahko zelo natančno zapišemo tudi za prihodnje rodove. Dijaki 3. in 4. letnika, ki se učijo nemščine, so bili lani decembra v Berlinu. Nastalo je veliko spominov, ki bodo z nami delili tako, kot jih najbolje znajo. V sliki, besedi, pesmi in plesu. Na prizorišču se nam bodo pridružili Anastazija, Blaž, Larisa, Matic, Natalija in Tim. Besedno in pevsko pa so poustvarjali še Ines, Karin, Kristina, Mel, Patricija, Sara Grošelj in Sara Kragel-Leon. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 18 Schulen in Berlin. Mit dem Flugzeug kommen wir hin. Bist du dran interessiert, was ist Schönes da passiert? Egal ob Regen, Sonnenschein, nein, wir bleiben nicht daheim.
Schule und es geht zu Brandenburg, Tornieren, Zeit wo es an der Gäste steht. Nur was schmeckt im Klo auch Bier, Oberfahren kein Problem. Schnell zum Reichstag oder Jung, sonst passiert Kartoffeln, es ein Kunde in der Straße. Schule in Berlin, jeden Tag hat eine Ziel, Kunst, Kultur an jeder Ecke, vom Café zum Reichstag und die Strecke, Weihnachtsmarkt und Menschenbund, das ist unser Reisegrund, wir haben eine schöne Zeit, für die Zukunft jetzt bereit. Vidi smo atrakcije, doživjeli inovacije, posam Reichstag čeka šve, koncert nam je obil srce, sve mi lučke in pa mraz, in pred nami ni več čas. Was bringt die Zukunft, ist du klar? Studium, Arbeit, neue Lieder, aber wir sind optimistisch. Hallo Berlin, wir kommen wieder. V kategoriji izobraževalnih posnetkov so se na srednješolskem državnem tekmovanju ACM pomerile Uršula Krkoč, Zala Prah in Isa Valič iz 2. A. S svojim izdelkom so zasedle 3. mesto. Dekletom čestitamo in tudi njih vabimo po praktične nagrade. Raznolikost razmišljanja pri iskanju rešitev je blizu tudi matematiki, ki išče obranost in popolnost. Tadeja Bone iz 1. B je to dokazala z zlatim priznanjem na tekmovanju znanja matematike za vekovo priznanje in srebrnim priznanjem iz logike. Iskrene čestitke, Tadeja, in vabimo na nagrado. Logiki sta bila uspešna tudi Ema Mozetič-Rolich iz 2. A in Aleksej Maurik iz 3. A. Emi čestitamo za zlato priznanje, Alekseju pa za srebrno in jo vabimo po nagradi.
Zlato priznanje sta za raziskovalno nalogo na Evropskih statističnih igrah na državni ravni prejela Isa Varič iz 2. A in Adam Vidmar iz 2. B. Tudi njima iskreno čestitamo in jo vabimo po nagradi. Na tekmovanju iz znanja biologije za Protusovo priznanje se je odlično odrezala Vika Felc iz 4. B in osvojila zlato priznanje. Iskrene čestitke Vika in vabljena na oder po nagrado. Glasba ima v procesu ustvarjanja posebno mesto. Ni samo rezultat posameznikove ustvarjalnosti, ampak kot taka lahko postane spodbuda, navdih za plesno, likovno ali katerokoli drugo ustvarjanje. Da o moči glasbene, zapete besede niti ne govorimo. Sara, Nika, Zala, Nina in Taja so dijakinje, ki jih združuje ljubezen do glasbe. Z veseljo so se odzvale povabilu na današnjo prireditev, popeljale pa nas bodo z Goričkega v Piran. Dekleta, izvolite. Prazen dan, navaden tih in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobenih vicev več, še vreme je zagrada. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasnil, kako da leti, se pisar, se imenite. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasnil, če zgori tožne misli o vsem, kar je bilo, nekaj o smislu pa o minljivosti in o tem, da sem si sam največji problem. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasnil, kako daleti, sebi sam se imeniten zdi. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasnil, če zgori vrava, sveče mi pogled.
Uspehi so pogosto pogojeni s trdim delom, disciplino in odrekanjem. Tega se zavedajo tudi naši športniki, ki se letos lahko pohvalijo z odličnim drugim mestom na državnem prvenstvu za dijakinje v rokometu. Dekleta, čestitke, predstavnico pa vabimo po nagrade. Za 4-letno sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih bi se radi zahvalili dijakom 4. letnikov, ki jih obenem vabimo na oder. To so Tinkara Stres, Nika Kržišnik, Tinkara Ždur, Nika Troha, Matice Klin, Tine Lapajne, Neža Jurjavčič, Nika Žagar, Maja Jež, Lana Brezavšček, Zoja Fras, Marcel Skok, Štefan Česen, Mija Dekleva, Vita Dodič, Maruša Mikuš, Timotej Pišut Naja Pajnkar in Tera Šabec. Hvala za vašo vztrajnost in zgledno promocijo šole na različnih tekmovanjih ravneh in športnih področjih. Ples je športna dejavnost posebne vrste, saj plesalec ob glasbi poleg fizičnih spretnosti in vzdržljivosti skozi gib umetniško izraža tudi čustva, ideje in zgodbe. Poglejmo, kako to početa Nika in Zala. I ne mislim se već vrnit nazaj. Tudi ko uplavam proti toku, vedno vekam gdje i zakaj. Prosječenik najsmetniji po koncu je, dok je već toplina ne obstaja. Puštam se za sabom, daj me vodi. Da,
Ta cesta proti soncu, ta cesta proti I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1,000,000 deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I did. They call me Cardi, Cardi, baby, bloody, spicy money, hot tamale, hotter than a Somali, Virgo, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe. If they fall on top of the roof, dancing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a lamb. So that bitch, I'm sorry, yo. Got my friends like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Neću baloniti pola samo svoj 100%. Hoću da živim samo te snove, to se godinimo. Neću da stanem, srce bude sve moje, da se godinimo. Zveste sodelavce med dijaki imamo tudi pri prireditvah in raznih srečanjih. Tajda Filipič, Ema Gregorič, Anej Remec, Ana Slokar, Blaška Lokar, Natalija Bajc, Larisa Kurem, Manja Praček, Anastazija Sulkič, Rebeka Lapen, Ivana Marusi, Nastja Štrancar, Tine Kampršek in Zoja Vog. So vsa 4 leta so oblikovali različne kulturne prireditve in srečanja, tako na odru kot v tehnični ekipi ali v okviru dijaške skupnosti, so svojo mladostno energijo skrbeli za dostojno promocijo šole v lokalni in širši skupnosti.
Elisabeta Koval, Nastja Štrancar in Maja Remčel pa so redno sodelovali pri oblikovanju vizualne podobe šole in šolskega glasila izbir. Hvala vsem in vabimo na praznik. Nadaljujemo s pesmijo. Na oder prihaja šolski pevski zbor pod vodstvom profesorice Bojane Šalič-Podešva, solistko Adelino Krasniči. It won't be long.
Že 8 leto zapored je naša šola vključena v projekt Erasmus plus mobilnost, ki dijakom ponuja posebno izkušnjo praktičnega usposabljanja v tujini. Lani jeseni je 30 dijakov iz programa predšolska vzgoja spoznavala življenje in delo v vrtcih na Malti in na Portugalskem. Udeleženci so prejeli certifikate o usposabljanju v tujini, ki jih bosta prevzela 2 predstavnika, zato jo vabimo na oder, mi pa jim čestitamo za pogum. Prireditev smo pripeljali skoraj do konca. Ne samo nastopajoči, ampak tudi tehnična ekipa in nepogrešljivi sodelavci. Obe tajnici, računovodje, hišnika, kuharice, pomočnice ravnatelja in vsi ostali. Skupaj smo ustvarili še eno nizu naših prireditev, s katero skoraj zaokrožujemo šolsko leto, tik pred odhodom četrtošolcev, ki jih ob koncu meseca že čakajo prvi maturitetni izpiti. Želimo jim veliko sreče. Ustvarjalne izzive pa radi sprejemajo tudi naši učitelji. Za današnjo prireditev so poustvarili in priredili pesem Lep poletni dan. Seveda v svojem slogu, tako kot sami doživljajo zadnje mesece šolskega leta. Mi pa se od vas poslavljamo in vam želimo lep večer.
Zato pa ave goodbye, da bolj brezkrben bo manj.